Ljudje potujemo po svetu že več tisočletij. Že stari Grki so uporabljali tirnice za potovanje z vozom, da živali ne bi mogle oditi s poti. Tirnice se je uporabljalo tudi za zniževanje vpliva trenja in posledično hitrejše potovanje. Leta 1805 so Angleži odkrili, da lahko konj po urejeni cesti pelje en vagon, ki tehta največ 1 tono. Medtem ko pa lahko po tirnicah pelje kar 12 vagonov, vsak izmed njih pa lahko tehta tudi do 3 tone. Stoletja kasneje, ko je kočijo zamenjala parna lokomotiva, so inženirji uporabili enak princip – kolesa na tirnici. Parna lokomotiva je bila revolucionarna na področju kopenskega prevoza, saj je zmanjšala čas potovanja in povečala njegovo udobje. Parno lokomotivo so zamenjale električne, ki so še dodatno pospešile potovanje. Človekova želja po hitrem in udobnem potovanju je inženirje po vsem svetu spodbudila k iskanju možnosti za hitrejše potovanje po kopnem. Tako so v Franciji zgradili TGV, s katero so povezali velika francoska mesta in omogočili hitro potovanje po Franciji. Vendar je tudi TGV, ki je leta veljal za najhitrejši vlak na svetu, imel omejitve. Zaradi koles, ki se dotikajo tirnic, je zaradi vpliva trenja hitrost potovanja nižja. Zato so inženirji izbrali drugačen pristop. V poznih 40 letih prejšnjega stoletja je britanski električni inženir Eric Lightwater izdelal prvi v celoti delujoči model linearnega indukcijskega motorja. Linearni motorji ne zahtevajo fizičnega kontakta med vozilom in potjo in zato so postali glavna sestavina naprednih prevoznih sredstev med letom 1960 in 1970. Lightwater se je pridružil enemu izmed takih projektov, imenovanem The Tracked Hovercraft. Projekt je bil ukinjen leta 1973. Danes, leta kasneje, je lebdeči vlak resničnost in presega vse hitrostne rekorde dosedanjih delujočih potniških vlakov. Gre za magnetne vlake, imenovane maglev, kar stoji za Magnetic Levitating Train ali magnetni lebdeči vlak. Magneti so materiali, ki jih najdemo v naravi, a 200 leti nazaj smo ljudje našli tudi način, kako jih lahko naredimo sami, s pomočjo elektrike. Magneti privlačijo samega sebe in nekatere kovine. Magnetna sila, ki povzroča lebdenje globusa, ne moremo videti ali čutiti, a to ni čarovnija, temu pojavu pravimo magnetizem. Magneti so na voljo v različnih oblikah in velikostih, odvisno od namernosti uporabe. Magnete se ne uporablja le za obešanje razglednic na hladilnik, temveč tudi med drugim tudi del motorjev in generatorjev. Za izdelavo magneta vzamejo baker, kobalt, žveplo, nikelj, čisto železo, aluminij in titan. Vse te sestavine segrevajo na več kot 1600 stopinj Celzija. To vroča zmes nato vlijejo v modele. Ko se ta strdi, ločijo vlite magnete od peščenega modela s pomočjo magneta. Vliti deli še nimajo lastnosti magneta. Magnete zato ponovno segrejejo, s čimer jih pripravijo na sprem elektromagnetnega polja, ki ga magneti dobijo s pomočjo te kovinske palice. Skozi palice spustijo nizkovoltni, visokokurentni tok cilindrične oblike. To je povzročilo, da so magneti rahlo namagneteni. Poskrbelo pa je tudi za to, da je magnetno polje pravilno orientirano.
Magneti so na tej točki še zmeraj dokaj neuporabni, zato s pomočjo naprave, ki v magnet spusti elektromagnetni naboj, delavec magnetizira magnet. Magneti imajo dva pola, severni in južni. Če približamo dva magneta z enakim polom drug proti drugemu, kot na primer v tem primeru sever in sever, se ta odbijata. Če pa približamo dva magneta z različnima poloma, v tem primeru jug in sever, se ta privlačita. To so lastnosti, ki so jih inženirji uporabili, ko so začeli z načrtovanjem magnetnega vlaka. TGV je po kopnem hitro povezal mesta, a zaradi koles in tirnic, ki so povzročala trenje in zmanjševala hitrost potovanja, ni bil primeren za potovanje med kontinenti. Problem so rešili tako, da so vlaku odvzeli kolesa in tako zmanjšali trenje. Vlak brez koles mogoče zveni kot znanstvena fantastika, a šanghajski magnetni vlak dokazuje, da tudi nemogoče mogoče. Ne le, da magnetni vlak nima koles, temveč nima tudi nadtirnih električnih kablov, saj je energetski vir vgrajen kar v tirnice. Vlak je oblikovan tako, da lebdi 10 mm nad tirnicami, kar pomeni, da edini upor, ki ga vlak ima, je zračni upor, kar naredi magnetni vlak tako zelo hiter. Tako hiter, da ni primeren le za medkrajevno, temveč tudi za medkontinentalno potovanje. Magnetne vlake pa ne poizkuša izpopolniti le eno podjetje, temveč dva. Nemški Transrapid System in japonski GR Maglev. Oba za svoje delovanje uporabljata magnete, a na različne načine. Japonski Maglev za svoje vlake uporablja magnete z enakim polom in izkorišča to, da se magneta, ko sta obrnjena drug proti drugem, odbijata. V tem primeru je torej magnet na vlaku s severnim polom obrnjen proti magnetu na tirnicah, ki ima obrnjen severni pol proti vlaku. Tako lebdi vlak na tirnicah, kot da so med njima nevidna kolesa. Japonski magnetni vlaki so dosegli in presegli hitrost 850 km/h z uporabo te tehnologije, vendar so ti vlaki še vedno vezani na poskusne steze, saj jim še ni uspelo narediti komercialno uporabnega in varnega magnetnega vlaka, primernega za potnike. Medtem ko GR Maglev uporablja odbojno lastnost magnetov, nemški Transrapid System izkorišča privlačno silo magnetov, kar pomeni, da sta dva magneta z različnimi poli, v tem primeru sever in jug, obrnjena drug proti drugem in se privlačita. Vendar to, da se vlak prilepi na tirnice, ni uporabno. Da lahko vlak lebdi, so inženirji, ki so načrtovali nemški Transrapid System, uporabili elektromagnete. Elektromagnet je magnet, ki ima okoli njega ovito žico. Ko skozi žico spustimo električni tok, magnet privlači. Ko pa električni tok odstranimo, magnet ne privlači več in nož se spusti. Če bi električni tok skozi magnet prižigali in ugašali dovolj hitro, kot ta naprava dela avtomatično, bi kovinski predmeti, kot na primer ta pomanjšan tramvaj, lebdeli v zraku. Tako delujejo tudi lebdeči globusi. Šanghajski Transrapid vlak ima ogromne elektromagnete, ki se nahajajo pod tirnicami. In ko se vlak prižge, se magneti privlačijo k tirnicam in tako celoten vlak lebdi v zraku, 10 mm nad tlemi, z magneti ob robu, ki pomagajo poskrbeti, da je vlak uravnovešen.
Popolnoma drug set magnetov, ki so vgrajeni v tirnice, povzročijo gibajoče magnetno polje. To potisne vlak naprej, tako kot surfer, ki surfa po nevidnem magnetnem valu. To je lastnost, ki naredi vlak izjemno učinkovit, saj je potrebno prižgati le tisti del proge, čez katero se vlak pelje. Na testni progi je Transrapid na najhitrejšem delu proge peljal več kot 400 km/h, kar bi pomenilo, da je potovanje čez Evropo, iz Moskve do Pariza, trajalo le 6 ur. Oktobra 2003 so Nemci prehiteli Japonce, saj je njihov Transrapid magnetni vlak na 30 km dolgi progi odprl svoja vrata publiki in tako povezal mesto Šanghaj z njegovim letališčem. Ta milijardo vreden projekt je tako postal najhitrejši vlak na svetu, ki redno preseže hitrost 430 km/h. Kljub temu, da gre za neverjetno hiter vlak, se države ne odločajo zanj. Razlog za to morda leži v ceni, ki se vrti okoli 15 milijonov na miljo. Do sedaj so poleg šanghajskega Magleva za javno uporabo na voljo le še 2 magnetna vlaka. En na Japonskem, ki povezuje Tobu in Kuriku, in drugi v Južni Koreji, ki povezuje mesto Inčon z njegovim letališčem. V teoriji bi lahko magnetni vlak bil še hitrejši, če bi zgradili vakuumske tunele za magnetne vlake. Tako bi magnetni vlaki lahko dosegali neverjetno hitrost kar 3500 km/h. Tako bi potovanje med Londonom in Tokijem trajalo samo 3,5 ure. To pa bi bila res hitrost iz znanstvene fantastike.